Danes obravnavamo program REACT-EU, prvi ukrep iz svežnja načrta za okrevanje, ki dokazuje, da je kohezijska politika že od samega začetka v središču boja proti pandemiji COVID-19. Ukrep REACT-EU je nadaljni korak za podporo državam članicam pri okrevanju po pandemiji, saj zagotavlja dodatna sredstva za premostitev vrzeli med prvim izrednim kriznim odzivom in dolgoročnim okrevanjem gospodarstva in družbe v celoti, ki nas čaka v naslednjem večletnem finančnem obdobju. REACT-EU zagotavlja pošteno in povezano ukrepanje, prepotrebno fleksibilnost za države članice pri odločanju o deležu sredstev ter retroaktivni učinek, saj bodo države lahko upravičevale izdatke, ki so jih zaradi pandemije COVID-19 imele vse od 1. februarja 2020, četudi so ukrepi že dokončani in celoti izvedeni. Prepričan sem, da bo z namenskim zneskom 47,5 milijarde evrov REACT-EU nadaljevala in dodatno razširila nujne ukrepe za odzivanje na krizne razmere in sanacijo krize. Pri tem še posebej veseli, da v okviru programa ni vnaprej določene razčlenitve po regijah, kar bo državam članicam omogočilo ustrezno prožnost in usmerjanje sredstev tja, kjer so najbolj potrebna, pri čemer bodo države lahko upravičevale izdatke, ki bodo nastajali do 31.12.2023. REACT-EU predvideva tudi nemoteno in hitro mobilizacijo naložb brez dodatnih birokratskih pogojev, kot so predhodna pogojenost, zahteve glede tematske koncentracije in okvir uspešnosti. Verjamem, da bo REACT-EU z dodatnimi viri že obstoječem programu kohezijske politike prispeval k zelenemu, digitalnemu in odpornemu okrevanju družbe po COVID-19 krizi. Hvala in lep pozdrav iz Ljubljane.